V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes praznujemo materinsko nedeljo. To je praznik hvaležnosti za vse, ki so nam v življenju ali nam še vedno nudijo zavetje in skrb. V spomin na ta dan boste vsi starši in tudi posamezniki prejeli en lep spominček, in sicer dišečo svečko v obliki srčka in vrstico Svetega pisma, ki pravi: kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil. To so besede našega materinskega nebeškega Očeta. Te spominčke bova delila z duhovnico Katjo ob koncu bogoslužja pri obeh izhodih iz cerkve. Je pa ta današnja materinska nedelja še posebej dragocena, saj bomo skupaj obhajali tudi Gospodovo večerjo. In tako kot mati pripravi mizo za svojo družino, tako tudi Gospod danes pripravlja mizo za nas vse. Evharistija je tista hrana, ki nam daje moč, da bi tudi mi znali poskrbeti drug za drugega. Ne le v svojih družinah, ampak povsod, kjer ljudje potrebujejo bližino. In milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z nami vsemi. Preden se bomo s pesmijo in molitvijo povsem posvetili bogoslužju, prisluhnimo še kratkim obvestilom. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, bo v cerkvi molitveno srečanje, v sredo pa študijsko predavanje ob 19. uri odpade, ker smo vabljeni na praznično bogoslužje v četrtek ob 19. uri. V četrtek je namreč praznik Gospodovega vnebohoda. To je 40 dni po veliki noči. V velikem delu Evrope je ta dan dela prost dan, pri nas sicer ne, vendar za cerkev je ta praznik dragocen. Se nam sporoča, da krščanstvo ni le tradicija, ampak živa obljuba novega življenja. Naslednjo nedeljo ob 10. uri pa smo ponovno vabljeni v cerkveno srednjo tedensko bogoslužje. V sredo 20. maja, to je čez 10 dni, pa napovedujemo srečanje v okviru Trubarjeve bralne značke za odrasle. V soboto 23. maja, to je čez slabih 14 dni, pa napovedujemo otroško srečanje z igrami, delavnicami in druženjem ob ognju, ki bo pri cerkvi. Srečanje bo trajalo 3 ure, bo intenzivno, polno zabavnih aktivnosti, tako da se otroci prijavite čim prej. Pri učiteljici Tjaši Golobič-Štucin, osebno ali preko spletnega obrazca, ki ga boste starši prejeli po elektronski pošti. Žensko društvo Evangeličanka iz Prekmurja pa vabi vse ženske, da se jim pridružite na bogoslužju 31. maja, to je čez 3 tedne, v Gornjih Slavečih. Čez 3 tedne žensko društvo Evangeličanka iz Prekmurja vabi vse ženske, saj bodo takrat praznovale nedeljo Evangeličanke. Po bogoslužju bodo imele druženje v bližini v okrepčevalnici, prispevek za hrano in pijačo pa je 15 evrov, prijave zbirajo do 24. maja. Lahko vam, če bi se odločile udeležiti, lahko vam pomagajo tudi za nastanitvijo, če bi se odločile priti že en dan prej, torej v soboto, da lahko prespite na nedeljo. Vse te načrte in naše skupno življenje pa bomo v prihodnjem tednu povezali v molitveno verigo s postom. Torej, če se želite pridružiti postu, se obrnite na Lejo Brkič. Naj nas ta pripravljenost za molitev zdaj umiri in odpre za Božjo bližino. Odložimo skrbi v Božje roke in zapojmo uvodno pesem, ki pravi: Bog bo skrbel za te. Trenutki se
Današnje biblično vodilo je iz psalma 66, 20. vrstica in se glasi: Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote do mene. Psalmist pa nadaljuje z izbranimi vrsticami iz psalmov 96 in 97 in nas spodbuja z naslednjimi besedami. Pojdite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja, stopimo preden s hvalo, vzklikajmo mu slavospevi. Zakaj Gospod je velik Bog, velik kralj nad vsemi bogovi. V njegovi roki so brezna zemlje, vrhovi gora so njegovi, njegovo je morje, on ga je naredil, pa tudi kopno, njegove roke so ga oblikovale. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje, naj buči morje in kar ga napolnjuje. Ob tej Božji besedi, ki nagovarja naše srce, se lahko iskreno ustavimo pred Gospodom. Pridimo k njemu v resnici in ponižnosti, temu priznajmo svoje grehe. Dobri Bog, prihajamo k tebi z mislijo, z besedo in z dejanji. Pred teboj in drug pred drugim priznavamo, da naše življenje ni vedno takšno, kot bi si želel. Pogosto nimamo časa zate, za bližnjega in za to, kar je dobro. Žal nam je za vse, kar smo storili narobe, in za vse dobro, ki smo ga izpustili. Zato te prosimo, obrni naše srce k tebi, odpusti nam in reši nas vsega hudega, kar nas oddaljuje od tvoje ljubezni. Amen. Na naše priznanje grehov Sveto pismo odgovarja z besedami: kajti Gospod tvoj Bog je usmiljen, ne bo te zapustil. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Naš Bog, hvala za nov dan in za skupnost, ki nas povezuje, za vsak dar dobrote, ki ga sprejemamo in podarjamo. Hvala za starše in za njihovo skrb, za veselje, ki ga prinašajo odnosi, in za pomoč, ki jo najdemo drug v drugem. Prosimo te tudi za naše poti vnaprej. Naj nas tvoj sveti duh vodi, da bomo živeli iz tvoje bližine, delali dobro in z veseljem sledili tvoji volji. Amen. Naj se naše molitve sedaj prelijejo v pesem. Zapojmo pesem, ki pravi: o sladek čas molitve čas. Żal
draga cerkev, izvolite sesti. Ko prihajamo pred Boga v molitvi, je tako, kakor otroci prihajajo k staršem svojo prošnjo, ki je primerna njihovim letom, njihovi starosti. Naše prošnje pa so primerne našim izkušnjam in našemu življenju. In takrat lahko doživimo to, kar je doživel David, ko se je njegova duša umirila pri Bogu. Ko je vse svoje skrbi, svoje težave sklenil odložiti v Božje srce. Prisluhnimo berilu iz Psalma 131, Davidova stopniška pesem. Gospod, moje srce ni prevzetno, moje oči se ne povzdigujejo, ne poganjam se za velikimi dejanji, za čudovitejšimi od mene. Nasprotno, potešil in pomiril sem svojo dušo, kakor otrok, v naročju svoje matere. Kakor otrok je v meni moja duša. Izrael, upaj v Gospoda, od zdaj dalje in na veke. V svetu, ki nas neprestano spodbuja, da se dokazujemo, pa nas ta psalm vabi k miru in zaupanju. Ni nam treba biti največji, najmočnejši ali popoln, saj Gospod ne išče takšnega srca, ampak srce, ki počiva v njem. Kakor otrok v materinem ali očetovem naročju, lahko tudi mi najdemo varnost in tolažbo pri Bogu, ko odložimo skrbi, svoje pričakovanja, tekmovalnost, strahove, takrat se v nas naseli Bog in njegov mir, ki ga ta svet ne more dati. Zato tudi danes ne izgubljamo poguma, ne glede na to, v kakšni situaciji morda smo, ampak zaupajmo v tega Boga in v preprostosti srca pridimo s pesmijo pred njim in recimo, kakor pravi pesem, ki jo bomo zapeli: Oče, jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. In vabim vse, ki lahko, da ostanemo in naj bodo pesmi, ki sledijo naša molitev, naša prošnja in naj Božji mir napolni naša srca. Jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. Že v telesu si matere me stkal in ti dobro vedci, kakšen bom postal. Vedel si za lepe sončne dni, za solze sreče, trenutke radosti. Vedel si, da ranjeno srce mi trepetalo od bolečine je. Naj vse spoznajo, da si Gospod naš Bog. Ti si ustvaril nas, mi smo le tvoji. Naj vsi spoznajo, da kraljuješ vekomaj. Slavimo te, tebi dajemo srce, dajemo srce. Vedel si za lepe sončne dni, za solze sreče, trenutke radosti. Vedel si, da ranjeno srce mi trepetalo od bolečine je. Naj vsi spoznajo, da si Gospod naš Bog.
Jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. Živ v telesu si matere me stkal in vedel ti si, kakšen bom postal. In vedel ti si, kakšen bom postal. Dragi Bog, mi se ti zahvaljujemo, ker držiš trenutke našega življenja v svojih rokah, ker držiš cel svet in imaš svoj načrt, da se tvoje kraljestvo razširi. Naj bo ljubezen in mir in upanje tisto, ki napolnjuje naša srca, da bodo iz našega srca tekla žive vode do vseh ljudi, ki potrebujejo življenje, ki potrebujejo tebe, Jezus. Hvala ti za cerkev, za Božjo besedo in ker ti tako skrbiš za nas, da vsak dan je tvoja milost dovolj, da gremo skozi dan. V tvojem imenu, amen. Dragi bratje in sestre v Kristusu, zbiramo se pri Gospodovi mizi, kot nam je zapovedal naš Gospod Jezus Kristus. K Gospodovi mizi ne prihajamo zato, ker smo vredni
ampak ker je Kristus usmiljen. Njegova milost nas kliče, njegova ljubezen nas prijema, njegova navzočnost nas hrani. Apostol Pavel nas vabi, naj se pred Gospodovo mizo preizkusimo. Ne zaradi strahu, ampak da bi milost prijeli v veri in hvaležnosti. Zato govorimo: Vsemogočni Bog, usmili se nas, grešili smo proti tebi in drug proti drugemu, v mislih, besedah in dejanjih. Odpusti nam zaradi Jezusa Kristusa, obnovi nas po Svetem Duhu, da bomo živeli po tvoji volji in hodili v tvojem miru. Amen. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in podari nam mir. Vsemogočni in usmiljeni Bog se nas je usmilil, zato se veselimo. Kristus je umrl za nas, Kristus je vstal za nas, Kristus moli za nas. V njegovem imenu so nam odpuščeni grehi, hodimo v svobodi in živimo v ljubezni. Zato dvignimo svoja srca, zahvalimo se Gospodu, ker je dober in ker vekomaj traja njegova dobrota. In v skupnosti Cerkve molimo molitev, ki jo je naučil naš Gospod Jezus Kristus, molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na vse veke. Amen. V noči, ko je bil izdan, je Gospod Jezus Kristus vzel kelih, kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel kelih, se zahvalil in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte, kolikokrat ga pijete, v moj spomin. Naš Bog in Gospod, prosimo te, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristjani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kristusovo smrt oznanjamo, njegovo vstajenje razglašamo, njegov prihod pričakujemo. Blagor tistim, ki so povabljeni na jagnjetovo gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, ki je Kristusovo telo za nas darovano.
veri, upanju in ljubezni vzemimo in jejmo skupaj. Vzemite in pite iz kelika odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. V hvaležnosti, edinosti in miru vzemimo in pijmo skupaj. Prijeli smo milost, naši grehi so izbrisani, pred nami je nov začetek. Pojdimo in ne grešimo več, živimo kot svobodni ljudje. Gospod nas je okrepčal pri svoji mizi in sklenimo to obhajanje s prošnjo za moč, da bomo prejeto milost nosili s sabo. Molimo. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo
in nam podaril predokus vesele nebeške gostije. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, vabim vas naprej, da se bomo bolje videli in slišali. Naslednji teden je napovedano slabo vreme. In kaj boste imeli s sabo, ko boste šli v šolo? Dežnik. Tak dežnik ali kakšen bolj odrasel, črn. Vi najmanjši imate kaj podobnega, ne? Doma. Ja, ko močno dežuje ali pripeka sonce, takrat potrebujemo takšen dežnik, da stopimo pod njega, tam smo potem na varnem, a ne? Danes praznujemo materinsko nedeljo in naše mame, naši očetje, naše babice, dedki so kot, kaj bi lahko rekli, kot dežnik, ki ga držijo in kadar začne padati deževati, padati dež ali pripeka sonce, kaj naredite? Čakate zunaj dežnika ali stečete pod dežnik? Pod dežnika, ne? To pomeni k mami, k očetu, k babici, k dedku, pod tolažbo, da vas stisne, če vas je strah, a ne, otroci. In še nekaj, glede na to, da smo v cerkvi, imamo še nekoga, kamor lahko stečemo, da nas potolaži in umiri. Kakšna ideja? K Bogu, ja, odrasli so pomagali, hvala za namig. K Bogu, ki drži dežnik nad vsakim posebej, nad celim svetom. On nas tolaži in nas uči, da tudi mi delamo enako. Torej, zdaj vas bom poprašal nekaj težkega. Pod dežnikom greste v šolo, prijatelj ga pozabi, kaj storite? Vi imate dežnik, lepo odprete, ste na varnem, prijatelj zraven vas je pa brez dežnika. Kaj naredite, otroci? Ga povabite zraven? Nimate te navade? A date njemu dežnik, bravo. To je pa še lepš. Lepo, kar pogumno, lepo. In kot majhni otroci se mogoče tudi vi spomnite, odrasli, včasih pod dežnikom smo se mal prerivali, stiskali, eden je imel glavo zunaj, 3, 4 pod enim dežnikom, eden je imel nogo zunaj, eden je imel torbo mokro. Ja, tam pod dežnikom je kar treba imeti se rad, a ne? Tam se moramo imeti radi, nimamo izbira, ne? Tako da kadar je dež in pripeka in smo s prijateljem pod enim dežnikom, se stisnemo, ne? Bravo. Tako, in Bog ima tudi eno rešitev, takšno čist plastično, konkretno rešitev in to je cerkev, a ne? Kadarkoli nam je težko, hudo, smo sami, nimamo nikogar, nas nihče ne razume, niti starši včasih pogostokrat ne razumejo otroka, ne? Takrat pridemo v cerkev, pa bomo dobili ravno tako tolažbo od našega nebeškega materinskega očeta. In tudi tukaj se moramo stisniti in zdržati eden z drugim, se imeti radi, tako kot pod dežnikom. Hvala, otroci, za pozornost, sedaj pa na verouk, kjer boste še kaj slišali o tem materinskem Bogu.
Pred Božjo besedo bomo pa pobrali še prostovoljne prispevke s pesmijo Bog, slavim tvoje ime. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, dragi vsi, ki nas spremljate preko zaslona. Današnja materinska nedelja je posvečena starševstvu v najširšem smislu. V smislu skrbi za življenje, v smislu odgovornosti za drugega in seveda v smislu tega, kaj pomeni nekomu stati ob strani. Današnja nedelja je tudi nedelja rogate, kar pomeni prosite. Torej, to je tudi nedelja molitve. Starševstvo kot tako pa zagotovo ni samo biološka vloga, pač pa je prvenstveno drža srca. V enem znanih psiholoških eksperimentov so dali otroku en bonbon, dali so mu tisti zelo sladek marshmallow, zagotovo ga poznate, in so mu rekli, lahko ga poješ sedaj ali pa počakaš in boš kasneje dobil 2. Večina otrok seveda ni zdržala. Zanimivo, tisti pa, ki so znali počakati, se je izkazalo, ko so jih spremljali kasneje v življenju, da so dosti bolje uspevali. Ampak danes vemo še nekaj pomembnega. Veste, otrok ne zdrži zato, ker je močan, ampak zato, ker zaupa okolju, ker zaupa nam. In Jezus prav to sliko uporabi za molitev. Zato nas vabim, da skupaj preberemo odlomek, ki naj služi kot osnova današnji materinski nedelji. Vstanimo in skupaj preberimo iz Evangelija po Luki 11. poglavje od 5. do 13. vrstice sledeče. In rekel jim je, kdo izmed vas ima prijatelja, pa bo prišel o polnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotrej odgovoril, ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v posteli ne morem vstati in ti dati.
Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Dragi zbrani, prebrani odlomek je v bistvu del Lukovega katekizma molitve. V predhodnih vrsticah namreč beremo o Jezusovi molitvi Oče naš, potem sledi tale prilika o vsiljivem prijatelju, pa znameniti trikratni imperativ prosite, iščite, trkajte in na koncu še primerjava z očetom. Jezus to prebrano priliko primarno namenja svojim učencem. Želi jih namreč naučiti, da si upajo prositi Boga, tako kot otroci očeta. Preselimo to priliko v današnji čas. Predstavljajmo si, ura je 23 zvečer, torej 11 zvečer. Končno prideš k sebi. Cel dan služba, telefoni, sestanki, pritiski, maili, otroci, ki skačejo, kaos, žena ali mož, ki sta sitna, nepokošena trava zunaj, sosedje, ki ogovarjajo, pa utrujenost in končno se usedeš. Otroci spijo, ti si vesel, hiša je tiha, končno mir. Si na tem, da se sprehodiš do hladilnika, si vzameš in natočiš kozarček dobrega vina, morda pogledaš eno lahkotno serijo, usedeš se na kavč in potem ding dong, pomisliš, pa ne zdaj. Seveda ne odpreš. Nato ti začne brneti telefon, prezreš klic, klikneš tisto, pošljite mi sporočilo. Potem pa slišiš tisti tečni zvok, ping, sporočilo. Ej, si doma? Seveda ne odgovoriš. Nato dobiš novi tečni opomnik na telefonu, cink, e-mail, rabim eno uslugo, nujno je. In ponovno zvonec, ding dong in zdaj. Ne gre za to, da ne bi maral svojega prijatelja, ampak preprosto si utrujen, prazen, brez energije. Vseeno se nekako zvlečeš, pripraviš do tega, da odpreš vrata. Tam stoji tvoj prijatelj. Reče ti, ej, oprosti, vem, da je pozno, ampak jaz res nimam ničesar. Nimam hrane, nimam rešitve. Prosim, pomagaj mi. Kdo je prijatelj v Jezusovi priliki? Iz grškega izvirnika izvemo, da to ni nek znanec. To je bližnji, s katerim imamo zelo tesen odnos. Odnos obveznosti in gostoljubja. Veste, v tedanjem judovskem svetu je pomenilo, če nisi sprejel prijatelja v svojo hišo, da si sramota za celotno družbo. Prijatelj v Jezusovi priliki ni nekdo, ki mu je dolgčas, pa bi prišel k vam na kavo, pač pa je nekdo, ki prihaja v situaciji nuje, odvisnosti, stiske, potrebe. Ta prijatelj je v bistvu molivec. Je človek, ki stoji pred Bogom in moli. Ta, ki trka, je celo nadležen, pravi prevod. Ampak če pogledamo v grški izvirnik, to pomeni, da je dobesedno drzen, pogumno vztraja, brez socialnih zavor. Drzen je v veri, ne sramuje se prositi Boga. Drzen je v tem, da ga ni sram prositi za pomoč. V bistvu nagovarja Boga, ki ga dojema kot očeta. Zanimivo pri tem pa je, da trkajoči prosi za drugega, sploh ne zase, pač pa za drugega prijatelja, ki se je vrnil s potovanja. Prijatelj pride trkat o polnoči. Zakaj ravno ob tej nenormalni uri? V antičnem svetu je temna noč ali polnoč predstavljala kaos, nevarnost, ranljivost.
Gost tako pride nepričakovano. To pomeni, dragi zbrani, da se molitev rodi v stiski. Polnoč je trenutek, ko človek nima več nadzora. Cerkveni oče Avguštin pravi, da je noč v bistvu tema človeškega nevedenja. Noč je stanje sveta pred razsvetljenjem, je čas skušnjave. V bistvu je to opis neverjetne situacije. Je točka, ko človek nima več svoje moči, ko izgubi svojo moč, ko preprosto ne zmore več sam. Zakaj molivec ali prijatelj v stiski želi ravno 3 hlebe kruha? Ker kruh v Svetem pismu simbolizira življenje, simbolizira odnos, simbolizira skupnost. Gre za sliko trojedinega Boga, gre za sliko polnosti. V bistvu gre tudi za sliko evharističnega občestva, torej sliko Gospodove večerje, sliko družine, sliko doma, sliko odnosa. Nenazadnje pa je kruh tudi Božja beseda, to je Kristus sam. Trkajoči prosi za svojega prijatelja, prosi za gosta, ki pride s potovanja, ki pride s poti. Kaj simbolizira to potovanje? To potovanje simbolizira ranljivost, potrebo po sprejetosti, tisto, veste, dolgotrajno iskanje smisla. Potovanje je odraz minljivosti, a hkrati odvisnosti. V antiki je bilo potovanje vedno zelo nevarno, nepredvidljivo, saj so bili največkrat ravno takrat oropani. Večkrat so tudi potovali po noči. In ta človek, za katerega posreduje trkajoči, se je očitno znašel na težki življenjski poti, težki preizkušnji, ker je preprosto utrujen, prazen, brez hrane, brez moči, brez kruha, ki je življenje. Morda je nekoga izgubil, morda se sooča z izgubo, morda se sooča s sramom, morda pa se sooča z boleznijo. Najverjetneje gre za pogana, gre za tujca, gre za tistega, ki je izključen. To je tisti nepričakovani gost. Veste, tisti, ki je odrinjen na rob družbe. Tisti, ki ni dovolj dober, ki potuje po noči, ker se sramuje svojega obstoja. Povsem logično bi bilo, da bi domačin trkajočega nagnal, da bi mu rekel: ne nadleguj me, ker so moja vrata že zaprta, ker so moji otroci z menoj v posteli, kot smo tudi prebrali. Vendar Jezus pravi, da domačin vseeno ostane in mu ugodi, že zaradi njegove nadležnosti, ki smo jo že razložili, ki je pravzaprav drznost, vztrajnost, iskanje rešitve, želja po novem. Ta nadležnost pomeni, da se trkajoči drzno zanaša na odnos, ki ga ima z gostiteljem, torej z Bogom. Zakaj je problematično, če so vrata naše hiše zaprta? Zato, ker imamo mi vsi tendenco, da svoje življenje organiziramo ali pa svojo hišo, svoj svet, svoj mali svet, svojo cerkev nenazadnje, na način, ki je urejen, ki je brezmoten, ki je brez nepredvidljivosti. Otroci v posteli simbolizirajo varnost, ki si jo ustvarjamo. Naš notranje urejeni svet, v katerem preprosto nimamo prostora za motilce, za drugačne od nas. Zato raje vrata zapremo, raje ostanemo zvesti svojim predsodkom, še raje pa imamo svojo pravilno vero, saj ne želimo, da nekdo drug vstopi skozi ta vrata in zmoti naš vsakdanik. In potem sledi ta znani imperativ. Prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Jezus svoje učenje stopnjuje. Pravi, da moramo prositi, s tem izrazimo potrebo, svojo prošnjo. Nadaljuje, da moramo iskati, s tem se premaknemo v akcijo. Gre za eksistencialno iskanje,
v katerem smo aktivni, nismo pasivni, ne čakamo, da bo Bog ali drugi reševal stvari namesto nas, ampak skupaj z nami se aktivno premikamo in končno trkamo. Pridemo do vrat. Drzni smo v tem, da se zanašamo na odnos. Veste, trka lahko samo tisti, ki verjame, da je za vrati nekdo, ki daje dobro. S trkanjem vstopamo v odnos. Cerkveni oče Avguštin pravi, da prosimo s svojimi ustnicami, da iščemo v svojem življenju in svojim življenjem. Trkamo pa svojo vztrajnostjo, zvestobo in zanesljivostjo. Težava nastane, kadar to Jezusovo vodilo razumemo kot avtomat v igralnici, kjer mislimo, da takoj, ko prosimo, takoj nazaj tudi dobimo. Toda Bog daje to, kar je za nas dobro, kar pa je pogosto drugače, kot mi pričakujemo. In poglejte, ravno na tem mestu Jezus to svoje vodilo poveže s starševstvom. Naredi preskok, od prijatelja se premakne k očetu, se premakne k staršu. In glede na to, da je danes materinska nedelja, se, dragi starši, vprašajmo, ali damo svojim otrokom vse, kar hočejo, kar želijo. Tudi otrok je včasih zelo vztrajen, ne neha svojo prošnjo. Toda starševska modrost je, da znamo filtrirati med željami, tako kot tudi Bog filtrira med našimi prošnjami. Veste, če bi Bog uslišal vse moje prošnje, ki sem jih jaz v življenju imela, potem zagotovo ne bi bila tu, kjer sem, zagotovo pa ne bi bila poročena z duhovnikom Petrom. Torej, Bog je očitno moral filtrirati moje prošnje. In zagotovo jih je filtriral zelo dobro. Tako nekako to gre tudi z nami, tako kot materinska ljubezen ne spi zares, pač pa sliši trkanje svojih otrok in vstane tudi takrat, ko se ji ne da, tudi takrat, ko je utrujena, tako nekako se odziva tudi Bog. Danes smo sodobni starši pod zelo, zelo močnim pritiskom in, drage sestre, dragi bratje, zelo vas razumem, ker sem tudi sama starš. Naši otroci imajo ogromno želja. Mi živimo v instant kulturi, ki spodbuja takojšnjo zadovoljitev. Vse takoj. Toda evangelist Luka nas preko Jezusovih besed uči, da ni vse, za kar prosimo, nujno dobro. Zato je modrost starševstva, torej tudi Božjega nad nami, v razločevanju, v filtriranju. Odnos je zagotovo pomembnejši od tega, kar prosimo. Zato molitev ni prošnja, ni zahteva, pač pa je odnos. Bog ni naključni sosed, ki ga ponoči zbudimo. Bog je starš, ki je že buden. In največji dar, ki nam ga daje, ni to, kar mi prosimo, pač pa je to, da nam daje sebe. Ključni premik je od molitve k odnosu in v sodobnem starševstvu se soočamo z dvema glavnima ekstremoma. Na eni strani imamo permisivno starševstvo, ko otrok dobi vse, kar si zaželi, kot da smo starši avtomat za izpolnjevanje želja. Na drugi strani pa imamo avtoritarno starševstvo, ko mora otrok brezpogojno ubogati, brez kakršne koli možnosti kompromisa. Toda evangelij nam po Kristusu ponuja tretjo pot, odnosno, relacijsko starševstvo. V tem modelu otrok ali človek, če hočete, sme prositi, sme izpovedati svojo željo, saj pravi, prosite. Težava današnjega časa je, da otroci ne znajo več prositi ali pa da zahtevajo, brez da bi razumeli odnos. Zato je naloga nas staršev, da otroka naučimo, kako prositi. To pa je zaupanje. Potem vidimo, da se otrok sme aktivno razvijati, saj pravi, iščite. Otrok ali mi pred Bogom nismo več pasivni. Zato je pomembno, da naši otroci ne dobijo vsega na pladnju, pač pa so vključeni v proces. Ne rešujmo njihovih težav namesto njih, ne učimo se namesto njih, pač pa skupaj iščimo rešitev zanje. To gradi kompetentnost in notranjo moč.
In kot zadnje, otroku se omogoči tudi, da vztraja, tako kot nam odraslim, ko smo pred Bogom, saj pravi, naj trkamo, venomer. Otrok, ki trka, odrasli, ki trka, ponavlja, se uči. Starši pogosto popustimo, težko držimo meje, ker smo utrujeni. Toda materinski Bog je zelo dober pri vzdrževanju meja, zato nam vedno ne da tega, kar prosimo. Na koncu evangelist Luka zaključi s praktičnim vidikom Jezusove prilike, ko pravi: ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Malce nenavaden zaključek, kot da bi nas danes Bog vprašal, kaj boste raje dali svojim otrokom, kruh ali nož? Zagotovo ne bomo dvakrat razmišljali. Toda Jezus in evangelist sta načrtno drastična. Namreč, zakaj so omenjene ravno te primerjave? Riba in kača ter jajce in škorpijon. Veste, če se preselimo v tedanjo kulturo in če pogledamo, kaj se je takrat dogajalo, recimo Galilejsko jezero, potem so tedanje ribe in kače v vodi imele zelo podobno obliko, kar pomeni, da si jih moral zelo dobro razločiti in bi lahko zelo hitro prišlo tudi do napake. Riba je imela podobno obliko kot določene vrste kač. Jajce in škorpijon pa imata tudi svoje podobnosti. Namreč, če se škorpijon iz tistega področja zapre in zavije, ima podoben ovalni izgled kot jajce. Tako da v resnici ne gre tako za drastične primerjave, pač pa gre za relativno podobne primerjave, ki pa niso iste. Kaj torej pomeni, da oče otroku ne da kače, če ga prosi za ribo? To pomeni, da oče svojega otroka ne prevara. Ne da mu nekaj nevarnega namesto dobrega. Med ribo in kačo, kot že rečeno, je možna zamenjava. Vizualno, seveda. Toda kača je v Svetem pismu simbol skušnjave, simbol zla, hudiča, padlega, riba pa je simbol Kristusa. Saj veste, da so prvi kristjani uporabljali ribe z napisom Ichtus, torej simbol, ki je namenjen prepoznavanju Kristusa. Torej, Kristus nam ne bo dal nekaj slabega, pač pa nam bo dal samega sebe. Zato je omenjena riba. Čeprav sta na videz kača in riba lahko podobni, zlasti v Galilejskem jezeru, pa gre za popolnoma drugačno stvar. Tudi škorpijon in jajce sta lahko podobne oblike, če je škorpijon zvit, toda škorpijon je smrtonosen. Če nas piči, nam uniči našo prihodnost, nam odvzame naše življenje. Na drugi strani pa ima jajce simboliko še nerojenega življenja, zato nosi simboliko upanja, simboliko prihodnosti. Škorpijon pride in nenadno napade ter nam ukrade našo prihodnost. Jajce pa je upanje, ki je obrnjeno v našo prihodnost, tako kot dobro starševstvo. Otrok lahko želi nekaj, kar izgleda dobro, a je ponaredek, je kača, je škorpijon, ki je v bistvu škodljiv. Tako nekako dela tudi Bog z nami. Ne da nam vedno kruha, ki ga želimo, zagotovo pa nam nikoli ne da kače namesto ribe ali škorpijona namesto jajca. Bog ne daje ponaredkov dobrega, zato Boga tudi ne zanima lažna pobožnost. Bog kot nebeški oče nam daje z ljubeznijo, zato se odlomek zaključi s Svetim duhom. Bog torej iščočemu človeku, ki se znajde sredi njegove hiše ob polnoči, ne bo zaprl vrat, pač pa mu bo dal Svetega duha. Torej, z drugimi besedami, dal mu bo ljubezen, življenje, upanje, odnos. Sveti duh, razlaga namreč trinitarna teologija, predvsem protestantska, je ljubezen med očetom in sinom in prav to želi Bog deliti z nami. In končno, kam naj utrujeni, iščoči popotniki in prijatelji pridejo prositi kruha?
v hišo, v kateri vrata niso zaprta. Gre seveda za simboliko cerkve. Prva cerkev je verjela, če je Bog oče, je cerkev mati. In z velikim ponosom lahko rečem, da naša cerkev ni cerkev, ki bi imela zaprta vrata. Tako kot Bog daje življenje, tudi cerkev hrani, nosi, vzgaja. Bog kot oče nam vse to daje. Cerkev kot mati pa ostane, posluša, nosi. Včasih ne more rešiti vseh naših težav, zagotovo pa nas nikoli ne zapusti in nikoli, to si dobro zapomnimo, nikoli ne zapira svojih vrat. Morda tudi danes trkamo. Vrata se odprejo in v tej hiši ne dobimo samo kruha, pač pa dobimo nekoga, ki ga spoznamo, ki nas ima rad. Slišala sem za resnično zgodbo neke ženske. Odraščala je brez očeta. Mama je bila z njo, vendar je bila čustveno odsotna in umaknjena. Kot otrok je živela z enim tihim vprašanjem. Ali sem sploh vredna, da kdo ostane z mano? Ko je odrasla, je hitro odšla od doma. Bila je uspešna, zgradila si je kariero, imela je službo, prijatelje, življenje, ampak v njej se je ves čas plazila praznina, ki je ni znala poimenovati. Rekla je: vedno sem imela občutek, da nikamor ne spadam, da nimam doma. Nekega večera je čisto naključno vstopila v neko nemško cerkev. Ta cerkev ni bila nič posebnega. Nič posebnega se ni tam zgodilo. Ni bilo glasbe, ni bilo ljudi, bila je samo tišina in starejša vernica, ki je pospravljala cerkev. Sedla je v zadnjo klop in po dolgem času je začela jokati. Samo solze, ki jih je leta zadrževala. V tej tišini se je zgodilo nekaj, česar ni znala kasneje razložiti. Rekla pa je takole: imela sem občutek, da me nekdo vidi. Imela sem občutek, da me nekdo sliši, da me nekdo pozna in da prvič v življenju ni odšel stran. Vrnila se je naslednji teden in še naslednji in potem še. Počasi je začela razumeti dve stvari. V svoji knjigi je to zapisala takole. Prva stvar: Bog ni kot moj oče na zemlji. Ni tisti, ki izgine, ni tisti, ki se umakne in ni tisti, ki pusti. On je oče, ki ostane. In druga resnica: cerkev ni zgradba, cerkev ni inštitucija, cerkev so ljudje. Starejša vernica, ki je vsa šepajoča prinesla čaj. Duhovnik, ki jo je poslušal brez obsojanja. Skupina vernikov, ki jo je poimenovala po imenu. Ta cerkev je imela vrata odprta na stežaj. In v cerkvi je prvič začutila, kako je imeti mamo. Ne popolno, ne idealno, ampak zagotovo resnično. In mogoče je to tisto, kamor nas danes vodi današnji odlomek, ko pravi: prosite, iščite, trkajte. Ne obljublja sveta brez bolečine, ne obljublja, da bomo vedno dobili vse, ampak obljublja nekaj več, da obstaja dom. Dom, kjer Bog ni oddaljen, ampak je oče. In kjer cerkev ni hladna institucija, ampak je mati. In človek, ki najde ta dom, ne neha prositi, ampak končno spozna, na katera vrata naj trka. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molili bomo še za vse starše, za vse posameznike, za vse pare in na koncu boste, draga cerkev, prejeli še blagoslov. Molimo. Nebeški Oče, vir življenja in ljubezni, danes k tebi prinašamo vse mame in očete ter vse, ki srcem skrbijo za druge. Tiste, ki dajejo, tudi ko so utrujeni in tiho nosijo breme ljubezni. Blagoslovi, Gospod, daj jim moč v njihovih naporih, mir v nemiru in veselje v preprostih trenutkih.
Blagoslovi naše družine, tiste polne smeha in tiste, ki nosijo rane. Bodi navzoč v naših domovih, kjer je napetost, prinesi razumevanje, kjer je tišina, prinesi bližino in kjer je utrujenost, prinesi novo moč. Blagoslovi vse naše otroke, naj bodo varni, videni in ljubljeni. Daj jim pogum za življenje in gotovost, da niso sami. Blagoslovi tudi vsako življenje, ki še prihaja, in bodi blizu vsem, ki nosijo bolečino ali strah. Ovij jih v svojo nežnost in jih spomni, da pri tebi ni nič pozabljeno. To te prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Draga cerkev, dragi starši in vsi tisti, ki ste kot pari, tudi tisti, ki nimate otrok, pa ste zagotovo lahko duhovni starši marsikomu drugemu, prejmimo vsi skupaj blagoslov ob starševski nedelji, zato da nam bo to ostalo v spominu in da nas bo spremljala Božja roka. Torej, drage mame, dragi očetje, bodoči starši, dragi verniki in celotna cerkev, prejmite blagoslov z besedami iz knjige preroka Izaija 66:11, kjer pravi takole: Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil. Gospod, naj tvoj blagoslov počiva nad mamami, očeti, otroki, celotno cerkvijo in vsemi, ki iščejo dom. Naj tvoj mir vstopi v naše odnose. Naj tvoja ljubezen ozdravlja, kar je ranjeno, in naj tvoja zvestoba nosi vsak začetek. In naj bomo drug drugemu dar, kot si ti dar nam. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zaključili bomo s pesmijo, ki pravi, da Bog ne gre mimo nikogar.
Drage sestre, dragi bratje, preden se razidemo in ganjeni od Božje ljubezni, vas še enkrat spomnim, da je četrtek ob 19. uri praznično bogoslužje za praznik Gospodovega vnebohoda. Prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen.